Razvojna pomoč manj razvitim je priložnost za slovensko gospodarstvo. Slovenija ima v svoji zgodovini kot del nekdanje Jugoslavije dokaj bogato tradicijo pošiljanja razvojne pomoči. Pri tem lahko izkušnje razdelimo na delitev pomoči znotraj nekdanje skupne države in na tiste, ki zadevajo pomoč neuvrščenim in drugim državam v razvoju. V tem kontekstu se bo marsikdo še spomnil pridušanja, kako gre slovenski denar dol po Savi, manj pa bo verjetno tistih, ki pomnijo resne strokovne razprave o tem, ali gre pri razvojnih pomočeh, tako imenovanim manj razvitim, dejansko za bratsko pomoč ali njihovo nekoliko prikrito gospodarsko izkoriščenje. Časi so se spremenili in sedaj je spet v igri naš, tokrat davkoplačevalski denar. Za vstopom v Evropsko unijo v letu 2004 se je Slovenija uvrstila v skupino držav dajalk mednarodne razvojne pomoči. Zato mora do leta 2010 nameniti vsaj 0,17% bruto nacionalnega proizvoda oziroma okrog 70 milijonov evrov v letu 2010, da doseže obveznosti, ki izhajajo iz polnopravnega članstva v Evropski uniji in zavez EU do financiranja pomoči državam prejemnicam pomoči. Ciljna vrednost progresivnega povečanja deleža slovenskega bruto domačega proizvoda za razvojno sodelovanje je do leta 2015 doseči cirka 90 milijonov evrov letno. Socialni demokrati smo prepričani, da bi se slovenska podjetja in posamezniki še pogosteje pojavljala v vlogi tujih investitorjev in svetovalcev širom po svetu, če bi vlada pri tem odigrala svojo vlogo ter jih uvedla na področje mednarodne razvojne pomoči. Dohodki slovenskih podjetij v tujini bi tako deloma ostali v krajih, kjer bodo zasluženi. Deloma pa se bodo kot prihodki od takšnega izvoza prelivali nazaj v Slovenijo. Učinkovito izvajanje mednarodne razvojne pomoči predstavlja za prodor slovenskih podjetij in za ugled Slovenije v svetu tisti inštrumentarij, ki ga nedvomno potrebno v razvojnem smislu načrtovati z največjo mero občutljivosti za potrebe držav prejemnic, pazljivosti pri napotitvi najustreznejših izvajalcev, diplomatske tankočutnosti pri izbiri poti in načinov izvajanja pomoči ter uveljavljanju načel projektnega vodenja in ekonomičnosti učinkov. V strategiji razvoja Slovenije v poglavju Podpora internacionalizaciji gospodarstva govori o razvoju ekonomske diplomacije, aktivnejšem delovanju v EU, spodbujanju internacionalizacije podjetij in o razvoju modelov financiranja internacionalizacije podjetij. Prepričan sem, da naštetih nalog ne moremo učinkovito načrtovati in izvesti brez ustreznega osredotočenega pristopa k oblikovanju razvojnih politik na eni strani in premišljene institucionalizacije izvedbenih mehanizmov na drugi strani. Socialni demokrati si bomo prizadevali tako za okrepljeno vključitev Razvojne banke Slovenije, kot tudi za ustrezno prenovo Mednarodnega centra za promocijo podjetij, kot tiste medvladne inštitucije, ki lahko postane odličen medij za uveljavljanje našega gospodarstva v svetu, zlasti v državah prejemnicah mednarodne razvojne pomoči in lahko služi kot medinstitucionalna struktura za izvajanje te pomoči.